Informacijsko-informativno družabno središče v Ajdovščini gre v 4. leto svojega delovanja. V tem času smo se dobili kar lepo število članov, nas je nekaj manj kot 70, združuje pa praktično vse ljudi, ki želijo, ki imajo potrebo po tovrstnem sodelovanju, dejstvovanju. V MIC-u smo predvsem vojaški upokojenci, seveda je tudi nekaj civilnih, pa tudi krajani, simpatizerji Slovenske vojske so z nami in ti so pravzaprav še najbolj navdušeni, ker se jim zdi, da tako urejeno, tako kot Slovenska vojska poskrbi za svoje upokojence, še niso doživeli. Ajdovščina že 3. leto pripravlja tabor za vse svoje člane in sicer gostoljubno sprejeli ponudbo Ministrstva za obrambo in se nekako ustalili tudi na Pokljuki. V programu imamo krajše in daljše pohode v okolico Pokljuke. Poleg tega pa za vse tiste, ki ne morejo veliko hoditi, druge aktivnosti. Tudi sicer imamo v popoldanskem času delavnice. Začeli smo z delavnico aranžiranja cvetja, delavnico predstavitev masaže, refleksomasaže stopal. Potem bomo imeli večerne programe predstavitev križarjenja, predstavitev Avstralije. Včeraj smo imeli večer z predstavitvijo vse dejavnosti v MIC-u, 2-3 leta, tako da nekako izpolnimo kompleten dan za vse po željah. Glede na to, da smo že 3. leto tu na Pokljuki, se nam vsako leto število udeležencev povečuje. Začeli smo z majhnim številom, letos nas je že 21. Tako da pričakujemo, če bomo v tej smeri nadaljevali, bomo vsako leto z malo večjimi zahtevami do ministrstva, glede na možnosti, ki so tako prostorske kot finančne, upamo in se priporočamo, da bi še naprej lahko to koristili. Smo začeli z delovanjem v MIC-u Ajdovščini, sploh nismo imeli nekega koncepta, kako naj to sploh deluje. Poskusno smo začeli s taborom, ki se je pa zelo lepo obnesel in letos smo že tretjič tle. Naši udeleženci so s taborom zelo zadovoljni in se že vsako leto vnaprej priporočajo, da bi se udeležili naslednjega. Upam, da bo ta tradicija se nadaljevala, tako da bi drugo leto mogoče lokacijo spremenili in da bi še kakšen drugi del Slovenije se podrobneje spoznali. Zelo se želimo, da bi zaživel MIC Slovenska Bistrica, da bi lahko več sodelovali skupaj.